sprejeta predsednik Republike Borut Pahor in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik dr. Peter Štih. Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti je ob 30-letnici samostojne slovenske države sprejela izjavo o slovenski spravi. Avtori dokumenta so akademiki dr. Tadej Bajd, dr. Tine Hribar, dr. Jože Krašovec ter izredni član SAZU dr. Peter Vodopivec, ki jih toplo pozdravljamo. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je junija 2020 ob menjavi vodstva akademije sprejel novega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika dr. Petra Štiha in nekdanjega predsednika dr. Tadeja Bajda ter člane organizacijskega odbora posveta Slovenska sprava, ki so predsednika Republike seznanili s pripravami na simpozij Slovenska sprava, ki ga je akademija priredila ob 30-letnici slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob 100-letnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Tedaj je predsednik Republike ugledne goste povabil k razmisleku o pripravi besedila izjave o spravi v prepričanju, da je SAZU kot najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova edina institucija, ki to lahko stori, čas obeleževanja 30-letnice samostojnosti pa je zato najboljši čas. V imenu akademije bo izjavo o spravi predsedniku Republike Slovenije predal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Hvala lepa za ta sprejem. Danes smo tukaj z namenom, da bi vam predstavili izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Slovenska sprava, ki jo je na svoji zadnji skupščini akademija sprejela. Izjava je s tem dobila pravzaprav najvišjo legitimnost, ki jo lahko ima dokument Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zdi se nam prav, da vam to izjavo, da vas seznanimo s to izjavo in da vam jo predstavimo, pač glede na to, da ste predsednik Republike in v tej funkciji najbolj poklican za to in tudi pravzaprav na vsa vaša spravna prizadevanja, ki imajo zelo dolgo zgodovino že. Na to temo ob tej temi smo pravzaprav prvič govorili, kot je bilo že povedano, ob našem obisku, ko ste nas sprejeli na predvečer simpozija o spravi, ki ga je organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti 24. junija preteklega leta na predvečer državnega praznika. In že takrat smo na akademiji razmišljali, da je to dobra priložnost za en takšen dokument. In vi ste nas v tem prepričanju takrat tudi zelo, bi rekel, se strinjali in ste nas podprli. O sami izjavi pravzaprav bi lahko rekel samo tole, da je napisana v skladu z vrednotami, ki jih opredeljuje delovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kot neke nadpolitične povezovalke celotnega slovenskega občestva in da v izjavi naslavljamo vprašanja, ki jih štejemo za temeljno etična. To se nam zdi, da je tisti skupni imenovalec oziroma da so to stvari, o katerih bi se lahko poenotili in dosegli soglasje. Se pravi, izjava se do meddvojnega in temu neposredno sledečega dogajanja opredeljuje predvsem v etičnem smislu, čeprav seveda mimo nekaterih zgodovinskih ocen tedanjega in tudi kasnejšega dogajanja vendarle ni mogla iti. Dejstvo je seveda, da imamo Slovenci razklan zgodovinski spomin na dogajanje v drugi svetovni vojni pri nas, kar nas pravzaprav ves čas hrmi in razdvaja. Mnenja smo tudi seveda, da se je s preteklostjo treba soočiti v vsej njeni resničnosti, saj je to edina pot do katarze in pomiritve. Obenem se še kako dobro zavedamo, da uniformiran pogled na takratno dogajanje ni mogoč, da tukaj bodo verjetno vedno obstajale razlike med nami in da ima seveda vsakdo pravico, a vendar nič manj tudi odgovornost, da kritično presoja tisti čas in njegove akterje. Smo pa prepričani, da
moramo pa kot nacionalna skupnost, kot narod, da bi pa vendarle morali imeti soglasje o nekaterih temeljnih vrednotah našega skupnega bivanja. In na teh vrednotah, ki so občečloveške, smo tudi gradili našo izjavo. Toliko morda bi jaz za začetek na kratko povedal. Vsebina je seveda dostopna tako v tiskani obliki kot v elektronski obliki na spletni strani Akademije vsej zainteresirane javnosti, ki je tudi tukaj danes prisotna. Hvala lepa. Hvala, predsednik Akademije, ugledni akademiki, gospe in gospodje. S knjigo Krivda in greh je Spomenka Hribar v drugi polovici 80. let zelo temeljito, na nek način temeljno, uvedla diskusijo o spravi kot legitimen del agende v času slovenske politične pomladi in osamosvajanja. Po leti 1990 je bila, menim tudi zaradi napredka v zorenju spoznanja po tej potrebi, v Kočevskem Rogu spravna maša, na kateri sta govorila predsednik Kučan in nadškof Šuštar. Po mojem mnenju, to sem vedno dejal, je bilo to spravno dejanje ali prvi poskus tega procesa zelo pomembno za oblikovanje politične in ljudske enotnosti na plebiscitu in kasneje v procesu osamosvajanja, vse do ustanovitve lastne države in nota bene enotne obrambe te države pred agresorjem. Potem je vse tam od leta 1991 naprej, pa skoraj da 20 let, ob nekaterih poskusih, da bi prišlo do širše podpore ali celo soglasja glede prizadevanj za spravo, ta nekako obtičala na robu političnega prostora. Potem pa je prišlo do odkritja Hude jame. Huda jama je bila hud zločin in razkritje tega je predstavljalo en kulturni šok za celotno javnost, ne glede na svetovno-nazorsko pripadnost ljudi. Nikoli ni bilo potem glede tega vprašanja več tako, kot je bilo predtem. Že jeseni leta 2009 je Državni zbor, kljub temu, da smo se ukvarjali za finančno krizo, kljub temu, da smo se ukvarjali z pogajanji s Hrvaško, sprejel tako imenovano spravno zakonodajo, zakone o popravi krivic, ne nazadnje tudi zakon, ki je določal postavitev tega spomenika na Kongresnem trgu, ki je bil leta 2017 odkrit. Od tedaj naprej smo bili v zadnjih dobrih 10 letih priča torej sprejemu tako imenovane spravne zakonodaje, nadgraditev tega je bila v letu 2016. Naj povem, da je od leta 2013 naprej znova zelo živela komisija za povojne poboje in grobišča. Naj spomnim slovensko javnost, da smo v letu 2016 oktobra izkopali žrtve, posmrtne ostanke žrtev iz Hude jame in jih pietetno prepeljali na mariborsko pokopališče in tam opravili formalni pokop. In naj rečem, ob izjemnem razumevanju javnosti, ne glede na politične in druge razlike med nami. In na koncu teh simbolnih in stvarnih spravnih ravnanj je bil postavljen tudi spomenik na Kongresnem trgu, ki ima zapleteno ime, ampak nekako mu javnost reče spomenik sprave. V 30 letih, gospod predsednik, je bilo torej storjeno zlasti v zadnjih 12-13 veliko simbolnih in stvarnih dejanj, nikoli pa politični instituciji ali neki instituciji nacionalnega pomena, recimo SAZU-ju, skupščini na najvišji ravni, ni uspelo sprejeti dokumenta, ki bi ubesedil slovensko spravo, če smem tako reči. To je danes vam po 30 letih uspelo. Ali smem z tega mesta izraziti občudovanje, da ste to dosegli in to s tako pomembno večino vseh članic in članov skupščine SAZU-ja. Z veseljem se spominjam našega sestanka lansko poletje,
ko ste me pred vašo konferenco simpozijom o spravi obvestili o vaši ambiciji, da bi tematizirali to občutljivo vprašanje, in takrat smo prišli do skupnega zaključka, da bi morda bili še nekoliko bolj ambiciozni in poskušali vnovič, na prvič, na ravni SAZU-ja pripraviti izjavo Slovenska sprava. Naj povem odkrito, da sem bil navdušen nad zamislijo, ki smo jo tematizirali, vendar zadržan do neke euforije, da se bo to res zgodilo. Vendar je očitno dozorel nek čas v vsem teh letih, ki je to omogočal. Gre za izjemno dragocen dokument, prispeva k razčiščevanju našega odnosa do polpretekle zgodovine in čeprav vi tega izrecno ne pravite, v luči naše prihodnosti, namreč tematizira vrednote. Vrednote nas držijo skupaj, vrednote nas bodo obdržale kot skupnost v prihodnje. Reafirmira temeljne vrednote, na katerih temeljimo kot narodna skupnost Slovencev in v etičnem smislu ovrednoti glavne fenomene narodnega položaja sredi prejšnjega stoletja. Upor proti okupatorju, njegovo prilastitev strani komunistične partije, revolucionarni teror, odpor proti temu terorju in oboroženo kolaboracijo. Vse to so vprašanja, ki so, kot ste rekli, dolga desetletja hromila slovensko intelektualno in politično javnost, vi pa ste z vrednostno oceno teh ključnih fenomenov na nek način naredili nekaj, kar zaokrožuje ta opus poskusov na simbolni in stvarni ravni v luči 30. obletnice samostojne države. Na koncu naj rečem, kaj se mi je ves čas, jaz se s tem ukvarjam dobrega četrt stoletja, zdel smoter tega spravnega procesa. Najprej seveda prizadevanje za resnico o medvojnih in povojnih pobojih. In odkrivanje te resnice bo šlo naprej. To je stvar zgodovinarjev, vseh raziskovalcev, da v skladu z resnico in znanstvenimi pristopi odkrivajo nove razsežnosti, ki jih morda danes še ne poznamo. Drugič, poprava krivic. Na eni in drugi strani. Tretjič, katarza in pomiritev. Katarza in pomiritev. Naprej, sožitje in zavedanje pomembnosti sodelovanja in nevarnosti izključevanja. In naposled, če smem reči te težke besede, seveda preprečitev nevarnosti za vnovičen bratomorni spopad med Slovenci. Čemur smo bili priča sredi prejšnjega stoletja v času okupacije. Naj zaključim, gospod predsednik, že takrat sem vam bil dejal, da je moja želja, da bi tak dokument, če ga boste spisali in sprejeli, na en dovolj diskreten, seveda transparenten, ampak diskreten način posredoval v presojo predsedniku Državnega zbora in ga vprašal, kako ocenjuje razpoloženje v tej parlamentarni areni, ali bi mogoče lahko v luči 30. obletnice, na predvečer morda tega pomembnega jubileja, Državni zbor brez razprave ali za njo, vendar vključujočo, z aklamacijo sprejel tak dokument in ga posvojil. O tem ne morem presojati jaz, lahko se samo zavzamem, da bi se kaj takega zgodilo, ali se bo, pa bodo seveda odločali tisti, ki imajo to pravico. Vendar ste vi, gospod predsednik, in vaša akademija velik del tega zelo zahtevnega projekta z izjavo, ki je na dobrih 2 straneh, naredili ogromnega in se vam v imenu Republike Slovenije zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala lepa.